si pač vsako leto pripravim praprot in ga polagam na zemljo. Ta bobila zraste na odrasli rastlini v mesecu septembru in oktobru. Pri agrohomeopatiji pa to ni mogoče, a to je zelo strokovno delo, ki terja laboratorijska znanja. Če smo v prejšnji oddaji več časa namenili okrasnim rastlinam, tulipanom in težavam s sobnimi rastlinami, smo tokrat znova na vrtu. Smo pri gospe Mariji Cojhter na Pohorju in v roki imam praprot, pa tudi v košari je nekaj praproti. Zakaj uporabljate to praprot? Ja, jaz si pač vsako leto pripravim praprot in ga polagam na zemljo, da s tem omogočim paradižniku, da ima toploto, da mu je lepo v korenine toplo in s tem še tudi zastirka, da je spodaj zemlja rahla, da spodaj lahko deževniki pa ostali delajo, rahljajo zemljo, da ne bi tudi trava rasla, da to zaščitim in pa da ne bi žuželke prišle ali pa rdeči polži, zato ker praprot ima tudi poseben vonj, ki odganja te škodljivce. Rdeči polži torej nimajo radi praproti. Oni se ne bodo tu spodaj skrili, v to zastirko pa res ne, ker jim praprot ima poseben vonj oziroma jim smrdi. Kako pa je letos z vrtom, kako je z vrtninami? Kar nekaj moče je bilo. Od začetka je bilo skoraj dan tam pri 28 stopinjah prevroče za te, bom rekla, nežne sadike, ampak zdaj bom pa rekla, da je skoraj da premrzla. Nikamor ne zrastejo, ampak mislim, da bo skoraj prišel sonček, pa da bojo pa zopet hitro zrasle. Kljub temu pa je lepo uspela na vašem vrtu rukola, ki ste jo rezali po zimi, pa tudi lani posejali. Zdaj boste iz rukole pridobili seme, če greva pogledat. Rukola je že zacvetela, kdaj ste morda zadnje lističe rukole pobrali? Ja, še pred kratkim sem pobirala, pa še vedno ti mladi listi so tudi za pojest. Torej, zacvetela je. Če pogledava, kdaj bodo te plodnice dovolj zrele, kdaj bodo semena dovolj zrela, da jih boste potrgali, izluščili. Tukaj vidimo, da še cvetijo na koncu, tu pa so se že napravili, ki so notri semena, ne? In tukaj, potem, ko bo čez kakih 14 dni, 3 tedne vse dozorelo, bodo tu not, zdaj so še seveda zeleni, te plodnice in tu not že vidimo, so že taki zelena semena, ko pa je čisto zrelo seme, je zunaj sive barve, not so pa tak temno rjavi semeni drobceni okrogli. In to posušim, potem sčistim in si pripravim za naslednja sejanja. Shranite celo plodnico ali vsako posamezno seme? Jaz to zluščim in potem te drobna semena sčistim, pa semena samo shranim. Torej in potem znova jeseni posejete svoje seme. In znova posejem in tako mi lepo uspeva skozi vse leto, moram reči, in čez zimo. Tako da zgodaj spomladi, kak je sneg dol, že lahko režem svežo rukolo. Na sosednji gredi imate nekaj težav z voluharjem, nekaj lukenj vidiva. Kako se pa temu ubranite? Ja, res je, da imam enega prijatelja tu na tej gredi, ki mi včasih pogrize kakšno solato, spodaj korenine, pa luknje naredi, pa svojo pot že ima. Samo jaz pač še vedno uporabljam to, kaj so slišala od mojih prednikov, da vzamem bezgovo listje, ko ima poseben vonj, ne, in to voluharo smrdi, pa jaz grem pogledat, kje ima on svoj rov, vidite, tu mi je zdaj kar not padla, tale palčka, pa mu hitro dam za prijetno dišavo malo bezgovega listja, pa zagrnem, pa je par dni mir, te pa spet ga preženem na drugo gredo. In potem tam ponovite postopek. Ja.
Z Marijinega, dobrih 150 kvadratnih metrov velikega ekološkega vrta je skoraj čez vse leto kaj pobrati. Marija z vrtninami kolobari, upošteva medsosedsko razumevanje. Med paradižnik tako posadi zeleno, medtem ko paradižnik rase v višino, zelena zapolni spodnji del grede. Na robovih vrta rasteta toploljubni kaki in figovec. S kakija so prve plodove pobrali po 3. letu sajenja. S figami se sladkajo od junija do jeseni. Prinesla sem jo iz pivke, tak za 1 meter šiba je bila, mi jo je ena dobra gospa dala in pri meni je ta lega krasno paše. Rada ima toplo zavetje, ob hiši paše, ker je južni del, in pa seveda veliko rada spije vode, in ker njeni plodovi, kot vidite, so kar veliki. Moj zet jih strašno obožuje, jaz jih tudi si rada privoščim za malico, ampak kadar jih je veliko, jih precej naberem, napravim iz njih marmelado, nekaj jih pa nastavim tudi na žganje. Midve bova zdaj zapustili vaš vrt in greva pripravljati fižolov namaz. Predtem pa spoznajmo še eno vrtnino, svetlobni koren. Slako podoben je v spenjavi svetlobni koren, Dioskoreja batata, jam, kitajski krompir oziroma gomolj, ki je pomemben tako v kitajski medicini kot prehrani. Rudolf Steiner je menil, da je to rastlina, ki nas ne le nasiti, temveč tudi energijsko napolni. V Aziji in Afriki je svetlobni koren uveljavljena kulturna rastlina. Pri nas ga gojimo redko, tudi zato, ker pridelava traja dlje časa. Slavko Turšič je korene svetlobnega korena marca posadil v posodo. Enoletni pomeni, da je zrasel v prvem letu iz tegale gomoljčka, oziroma to ni gomoljček, ampak se imenuje bobila. Ta bobila zraste na odrasli rastlini v mesecu septembru in oktobru in tam jih poberemo, shranimo v toplem prostoru v kleti in potem spomladi posadimo. V drugem letu, ko nam ti koreni prezimijo, jih najprej posadimo v mesecu marcu na dan za korenino, v času padajočih lunarnih lokov v posodo oziroma v korito, zato da začnejo prerasti. Ker če bi jih posadili direktno ven, potem nam jih lahko še pozna slana pomori. Da pa ga lahko iz te posode dobimo, damo na dno posode eno mrežo, recimo mreža, ki ostane od ptic, to pa zato, da ga bomo potem lahko dvignili. Zmešamo zemljo, dobro rodovitno zemljo, malo komposta in nadevamo v korito. Rastlina ni zahtevna glede zemlje. No, potem položimo vodoravno, prvi gomolj na eno stran in drugo gomolj lahko na drugo stran. Takole, da vrh gleda iz zemlje. In potem zasujemo. Podolgovata posoda je najprimernejša zato, ker je koren dolg 20 do 30 cm in ker ga damo v ležeč položaj, ga v bistvu v okroglo posodo nekako ne moremo posaditi. No, potem to postavimo v rastlinjak, tako da bo rastlina iz tega dela začela odganjati in nekje v mojem mestu že lahko doseže 20 ali pa 30 cm višine. Potem ga pa primemo za tole mrežo in previdno dvignemo ter prenesemo v drugo posodo. No, da pa bomo imeli v naslednjem letu kaj posaditi, potem moramo posaditi še bobile. Za bobile pa uporabimo ravno tako vrtno zemljo in posodo, bolje je, če je višja, recimo tam do 30 cm, da potem ta koren lahko zraste v posodo. Se pravi, potaknemo en gomoljček, 2, 3, 4. Iz teh bobil bo zrasla rastlina, približno visoka 1 meter in naredila bo gomolj, tako smo ga videli tule. Po 2 mesecih in pol je Slavko svetlobni koren, ki je pognal popenjavo steblo z listi, presadil v večjo posodo. Vanjo je najprej nasul mivko. Mivko damo v sod zato, da lahko koren potem izkopljemo iz samega soda. Ker pa mora biti na vrhu te mivke še plast komposta, postavimo v sod kovinsko cev. Potem vanjo namečemo mešanico dobre vrtne zemlje, ki sem jaz obogatil še z ogljem. In to cev nasujemo praktično do vrha
Višina te cevi naj bo tam okrog 40 do 60 cm. V tej zemlji dodamo še kompostno zemljo in pomešamo. Pripravimo luknjo. V to luknjo postavimo že nakaljene gomolje oziroma korene, ki smo jih dali v tole cvetlično korito v mesecu marcu. Sedaj nam je že ta koren lepo odgnal. S pomočjo tele mreže dvignemo korene iz škatle. No. Vidimo, da se korene že kar lepo razrasle se. Ja. Takole. In postavimo skupaj z mrežico v tale pločevinasti nastavek. Potlačimo korenine. Takole. Zagrnemo z zemljo. Pazimo, da tele krhke poganke ne odlomimo. In potem zapičimo v zemljo še neko vejo, tako da bo svetlobni koren, ko bo začel rasti, potem splezal na pripravljeno ogrodje. Do jeseni bo popenjavo steblo svetlobnega korena po opori zraslo do 2,5 metra. Takrat se bodo oblikovale tudi bobile. V zdravilstvu in prehrani uporabljamo podolgovate korene, ki naj bi spodbujali ki energijo, pomagali proti utrujenosti, slaboješčnosti, astmi, suhem kašlju, tudi čustveni nestabilnosti. Set za kompostiranje ali enojna koša za biološke odpadke si boste prislužili 3 gledalci, ki boste odgovorili na tokratno nagradno vprašanje oddaje Na vrtu in plastike Skaza. Zanima nas, kaj so stranski produkti uporabe organka. Namig, odgovore lahko poiščete tudi na spletni strani organko.si. V uredništvo oddaje pa jih pošljete na elektronski ali stalni naslov. Tako je Majda Ortan pred 14 dnevi v rastlinjake kmetije Zalar v Brezovici prinesla agrohomeopatske pripravke. Izdelke, narejene iz narave, rastlin in mineralov za naravo. Majda pravi, da agrohomeopatija deluje po principu energijskega vplivanja na biološke procese v rastlinah. Z vzpostavljanjem ravnovesja pa omogoča zdravje in dobrorodnost kulturnih rastlin. Zgodba se je začela pri mojih 16 letih. Jaz se s tem ukvarjam preko 30 let. Dolga leta je bil to moj hobi, v zadnjem času je to moja profesija. Gre za avtorsko metodo, lahko rečeva, vi ste jo razvili osebno? Jaz sem razvila okoli 100 agrohomeopatskih pripravkov, se pravi proizvode, za katere so izhodiščne snovi vzete iz narave, iz ekosistemov v Sloveniji in avstrijskem Koroškem. Moj poslovni partner in prijatelj, magister farmacije Heinz Piskornik v Helfermarktu v Avstriji, pa je avtor proizvodnega procesa, se pravi, kako iz mojih matičnih tinktur narediti zelo kvalitetne in stabilne, dolgotrajajoče pripravke, ki delujejo agrohomeopatsko, torej za rastline, za ciljne škodljivce, ne pa tudi za živali in za ljudi. Gre za to, da se v bistvu z metodami mehanskega razstavljanja iz njih sprosti njihovo energetsko bistvo in se pravzaprav shrani oziroma naloži na nosilni medij, ki je ponavadi, lahko je etanol, lahko je kakšna vrsta sladkorja, naprimer laktoza, nikakor pa to ni voda. V čem je torej bistvo učinkovanja homeopatskih pripravkov? Torej, kot sem rekla, gre za agrohomeopatske pripravke, kar je malo drugače kot homeopatske, ampak bistvo je, da pospešujejo ali zavirajo biološke procese v rastlinah. To s pridom izkoriščamo takrat, ko se v bistvu odločamo, katero rastlino ali kateri mineral izbrati za pomoč pri neki bolezni ali odganjanju, odvračanju škodljivcev. Torej v Sloveniji morda bolj poznamo biodinamične pripravke in biodinamični način preprečevanja škode v agrikulturi. Kje so skupne točke in kje se vendarle razlikujeta ti dve obe metodi? Pri biodinamiki je pač tako, da pravzaprav iščejo neke načine, tudi preko kozmičnih ritmov in z znanji, ki jih je Rudolf Steiner zapisal, iščejo načine, kako pravzaprav na naraven način pomagati rastlinam. Pri tem pa so z snovmi precej omejeni.
omejeni tudi na neko tisto lokalno okolje. Izdelujejo pripravke, ki niso časovno stabilni, se pravi, so dobri, če jih takoj uporabimo in na tistem zelo lokalnem področju. Pri agrohomeopatiji gre pa za to, da so narejene matične tinkture po stroki, ki jo je poznala že alkemija, kar omogoči, da so energetski odtisi vtisnjeni v nosilni medij za zelo dolgo časa. To nam tudi omogoči, da naši pripravki delujejo na širšem področju, evropskem, pač povsod tam, kjer so te rastline v približno takem vremenskem okolju, kot je naše. Pri biodinamiki v bistvu gre tudi za to, da ljudje to na nek način skušajo delati sami. Pri agrohomeopatiji pa to ni mogoče, to je zelo strokovno delo, ki terja laboratorijska znanja, farmacevtska znanja, homeopatska znanja in so pa pač pripravki na dosegu roke, lahko jih dobimo takrat, ko jih res potrebujemo. Na razpolago je okrog 100 agrohomeopatskih pripravkov. Majda pa trenutno razvija izdelek, ki bi pomagal čebelam, da bi se obvarovale varoje. Na tem nižinskem delu Pohorja pri gospe Mariji Cojhter se je medtem že nekoliko otoplilo. Tako bova fižolov namaz pripravili kar za mizo na okrasnem delu vrta. Jaz že režem drobnjak, je tako dovolj na drobno. Ja bo, jaz bom kar dodala še skuhan fižol. Lepo ga bom začela pretlačiti. Danes sem vam pač skuhala fižol, ki ga imenujemo nežika. To je rajčen fižol, ki je dober zelen, nima niti, je zelo dober in tudi, ko je zrelo zrnje, je po zimi dober in v vseh letnih časih. Torej, fižol ste skuhali, zdaj pretlačili, jaz vam dodam drobnjak. Ja, dodali bomo še sol, malo popra seveda, dodamo še kumino. Tudi skuto imate pripravljeno. Ja, to je polnomasna skuta, domača. Dodala bom še malo bučnega olja. Namesto bučnega, kaj bi lahko dodali? Ja, to pa po okusu, po želji. Lahko se doda olivno olje, sončnično olje, lahko stopite malo masla. Jaz med tem lupim trdo kuhana jajca za dekoracijo na krožniku. Namaz je pripravljen, tukaj pa tudi imava kruh, ki ste ga spekli danes zjutraj, štručka, polnozrnata. In iz katere moke narejen? Ja, to je iz pirine moke, to je pirin kruh in pa pirina štručka s semeni. Za kakšno malico bo to prav dobrodošlo. In dober tek.